To je zanimivost, ne? Pa v Sloveniji. In zaradi tega mi vedno poskušamo dobiti strani ERP-a neko končno že obračunano ceno, ki jo prikažemo v B2B-ju. Se pravi, v B2B-ju ponovadi kažemo dve ceni, ena je veleprodajna, da se ve v bistvu, koliko je nakupna cena tega artikla, ena pa potem mi potem pravimo moja cena partnerja, ne? Ki že upošteva vse rabate, popuste in ponovadi prikažemo tam. Če bi pa hotel pokazati cel proces, kako smo prišli do te cene, počasih to je izjemno kompleksno, ker imajo B2B-ju imajo rabat na dobavitelja, dodatni rabat na količino, sezonski rabat, dodatna akcija, outlet in bi se v bistvu izgubili v vseh teh mikroprocentkih pri izračunu cene. Se pravi, ERP ta del more pokriti in potem lahko delaš v bistvu naprej. Cool. Zdaj pa, to smo zdaj vse zrihtali. Imamo delujoč B2B e-commerce platformo in ljudje bojo čez 2 dni vseh 100% naših kupcev bo kupovali na online. Ali ni čistko? Dobro, vidiš, dober pitch. Ampak ni realen, tako kot z ERP-om. V bistvu, kako gre pol faza, ko se enkrat zadeva postavi, mi temu rečemo pol onboarding proces, prvo naročnika, pa še klientov, partnerjev. In tja, ko si šel, je pa tista blagajna vedno govorila, ta blagajna je hitra, ta blagajna je enostavna. Ne? In v bistvu je prišlo to toliko pa zavest, pa najprej so mogoče bolj mladi začeli uporabljati, danes v resnici so te blagajne bolj polne kot tisto, ker smo se ljudje malo razvadili, ali pa nam je, vsaj po moji ceni, čas ratu zelo pomemben in ne želiš čakati v tisti vrsti, če imaš tam prazne blagajnike in reš klik, daš v vrečko in letiš ven. Ne? Tako da podobna zgodba je tudi pri B2B e-commerce. Ti, ko to štartaš, prvič moraš predstavljati glavne pozitivne zadeve. Tukaj je zelo veliko straha prisotnega, tako na strani podjetja, kot na strani partnerja. In zato tako, kot si rekel, Gorazd, rabiš enega superheroja v ekipi, ki bo to naprej vlekel. In on bo najprej potegnil svojo ekipo v firmi, da mu bojo sledili, hkrati bo pa on znal tudi s partnerji delati. Ne? In pri partnerjih je vedno tako, da začneš v bistvu raziskovati, kako v bistvu jim ustreza. Veliki sprašuješ. Idealno jaz vedno rečem, če imate možnost, pejte k partnerju, pejte eno naročilo z njim skupaj čez, pa naj sam naredi. Pa opazujte, kje se bojo lovili. A bo iskali košarico, ali bo iskali izdelek, koliko search uporabljajo, kaj v search opisujejo, vse te zadeve. Zadeva, ker sploh v prvi fazi, kako gre projekt. Mi damo v bistvu best practices, dobre prakse, ki jih poznamo, nakup z know-how od naročnika, ki pa pozna produkte. In to dvoje daš skupaj in imaš recept, da 80% zadeva uspe.